To je moja muska. Jan Rubin, pozdravljen v oddaji To je moja muska. Tudi avtor knjige Ne pozabi na rože, v kateri si zapisal nasvete ljubiteljskega botanika. Zakaj knjiga? Je to format, ki ga ljudje se poslužujejo pri vseh tvojih sledilcih? Živijo. Ja, torej definitivno knjiga je bila ena organsko nadaljevanje Instagrama. Če v šali rečem, da je Instagram moje življenje v fotografijah, je v bistvu knjiga posledica tega. In ja, se mi zdi, da tako kot še vedno radi nekateri preberemo časopis v tiskani različici, a ne, da je tudi knjiga ena taka stvar, ki verjamem in upam, da nikoli ne bo izumrla. In ja, se mi zdi, da je pravi format in da so ga moji sledilci nagrajujejo s tem, da jo kupijo. Več kot 72,000 sledilcev imaš na Instagramu. Kaj je bila tista prelomnica, ki jih je prinesla največ? Definitivno cover na knjigi Boys with Plants, ki je išla v Veliki Britaniji oziroma Avstraliji. To je bil en tak prelom in v bistvu tudi meni potrditev, da je hobi, s katerim se ukvarjam, zanimiv še za širšo publiko. Kako to, da si se odločil ta hobi deliti na Instagramu? Ja, to je bilo čist naključno, torej vselitev v stanovanje takrat še v Mariboru in potem objava prve fotografije med monsterami in je požela res velik uspeh glede na ostale. In potem začnem ugotavljati, da je pač neka znanja, ki sem jih imel in dobil od otroštva, glede na to, da sem, rečem rad, pol agrarnega izvora, ne, da so se mi te stvari zdele dosti naravne, da jih znaš presajati, da znaš rokovati zemljo, ne, in potem, ko sem to začel objavljati, ugotovim, da je pa en zelo velik krog ljudi, ki teh znanj nima, ampak si jih želi, ne, ker vsak od nas želi imeti vse eno zeleno sostanovalko in opremljanje stanovanj z rastlinami postaja spet hobi oziroma spet želja mnogih mladih. Ok, prej si omenil monstero. Je to najbolj popularna roža pri nas, v naših domovih? V slovenskih domovih ne morem reči, ampak ja, verjetno je. Prav gotovo med bolj hipsterskimi oziroma med bolj fotogeničnimi, poleg pileje. V slovenskih domovih bi rekel, da je mogoče kakšen fikus bolj prevladujoč, pa mogoče kakšna hoja oziroma voščenka, pa taščeni jeziki. Se mi zdi, da teh je v Sloveniji zelo, zelo veliko, ampak ja, tudi monstera osvaja Slovenijo in slovenske domove. Kaj je spodbudilo tvojo ljubezen do rastlin? Ne vem, če znam na to odgovoriti, ampak kakor se spomnim in kadar se spomnim za nazaj, je vedno nekako bilo povezano z zemljo, z zelenjem, z delo zunaj, predvsem biti zunaj. To sem že kot otrok imel izrazito močen ta čut, da ne biti not, takoj, ko je bilo možno. Babica je vedno rekla, da ni več reja v mesecu, ne? In takrat smo lahko začeli hoditi bosi zunaj. Od prvega dne, ko je bilo možno, do zadnjega biti zunaj. Ja, to, kar današnje mlajše generacije počnejo vedno manj. Imaš najljubšo rastlino? Ima ime? Ima ime Mati Pileja, tako so ji dali naziv, ja, in ena izmed dojenčic je sedaj tudi na mizi pred nama in kot številnim drugim kolegom, znancem jo tudi tebi podarjam in želim, da je pred vama eno tako lepo obdobje rasti in razvoja. Najlepša hvala, zdaj pa bom izkoristila priložnost in vprašala, kako naj skrbim za njo. Torej, Pileja ljubi jutranje sonce, torej idealno je nekje vzhodno orientirana stran, torej jutranjega 2, 3, 4 urice. Zmerno zalivanje oziroma po potrebi, kaj to pomeni, torej ko je posoda popolnoma izsušena oziroma suha, se potem dobro zalije, ne mara stoječe vode. V rasni dobi pa se gnoji, torej nekje od maja pa tja do konca septembra. Kakšno imaš ti rutino s svojimi rastlinami? Jaz recimo verjamem v to, da jih zalivam na isti dan, v isti uri. Je to nekaj, kar pomaga ali ne? Se mi zdi, da če vejo, kdaj bodo dobile, so bolj hvaležne in vesele. Ja.
Mogoče lahko. Jaz grem zelo po občutku. Včasih bolj, drugič manj, vsekakor se moram večkrat držati nazaj, ker bi preveč zalil, ker bi se preveč ukvarjal z njimi, rastline imajo rade svoj mir. Nimam nekega hudo ustaljenega urnika, mogoče poleti pri gnojenju teh, ki jih imam na terasi. Ja, tu sem dosti strikten, da se pač res dognojuje, ker ob takem vročinskem valu, ki smo jih bili to leto priča, je to več kot ne nujno. Drugače pa ja, ko začneš z rastlinami in ko res nimaš veliko izkušenje, je to nekako pravilo enega tedna najboljše. Se mi zdi, da ne glede na letne čase in ne glede na rastlino, je to lahko en dober začetek, potem pa itak vidiš časom, kako se odzivajo, za nekatere bo to preveč, za druge bo mogoče premalo. Skratka, opazovanje je ključ do uspeha. Kaj pa začimbe? Začimbe, dišavnice in zelišča, to misliš? Ja. S tem sem v bistvu začel, ko smo hišo kupili, ko so starši kupili hišo, sem na velikem travniku, kjer je bil nekoč sadovnjak, v bistvu si posadil prvi zeliščni vrt in zelo pridno spremljal rast zelišč in jih potem tudi nabiral, nekaj še potem kombiniral z babico in z vsemi travniki okoli hiše. No. Zdaj pa, ko sem v Ljubljani v stanovanju, je tega vedno manj. Imam en zelo majhen kotiček, eno posodo, kjer imam vedno baziliko, nekaj melise, mete, peteršilj, nekaj osnovne solate, to je pa tudi vse, kar je od tega dišavno-zeliščnega. No. Jaz sem se že 5krat želela potruditi z baziliko, pa ne gre, samo v centru Ljubljane. Pri baziliki je lahko ali preveč zalita, ali pa premalo sonca. Ne. Zavedati se moramo, da zelišča, dišavnice izvirajo iz zelo sončnih mediteranskih predelov, torej čim več sonca. In ko ni dovolj sonca, lahko pogosto pride na njih plesen in potem se ne razvijajo v smeri, kot bi želeli. Ali rastline registrirajo zvok? Ja, jaz mislim, da rastline registrirajo bistveno več, kot si mi znamo predstavljati. Ampak je v tem zelo, zelo malo raziskano. Že na področju gozda in komuniciranja dreves z glivami je hudo malo raziskano, na področju sobnih rastlin pa še toliko manj. Obstajajo študije, da bi naj tudi rastline spuščale določene zvoke z frekvence, ki se jih dotikamo, ki jih utrgaš, ampak je to še zelo, zelo v povojih. Ja, jaz sem prebrala, da seveda ne slišijo zvoka tako kot mi, ampak čutijo zvočne vibracije. To verjetno velja predvsem za tiste zunaj, ker so napisali potem, da s svojimi koreninami zaznavajo lahko recimo vodo, da lahko poiščejo na ta način vodo. Ja, torej rastline so bistveno pametnejše, kot si mi sploh lahko predstavljamo. Nedolgo nazaj sem tudi bral knjigo na to temo o rastlinah oziroma gozdovih in komuniciranju rastlin na različnih nivojih, od tega, kako osvajajo potencialne opraševalce oziroma kako s pomočjo žuželk komunicirajo v gozdu in tako naprej. Skratka, to je cela znanost, ki pa je nažalost premalo raziskana. Kaj so tiste najpogostejše napake, ki jih počnemo pri sobnih rastlinah? Preveč zalivamo? Točno, to je prva. Kaj bi bila druga? Premalo svetlobe? Točno. Torej rastline postavljamo na mesta, ki niso primerna za naše rastline. Eno zelo osnovno pravilo velja, ki ga vsakič znova ponavljam. Torej, če se postavimo na mesto, kjer želimo imeti rastlino in iz mesta, kjer počepnemo, pogledamo skozi okno in če od tam ne vidimo neba, potem to ni primerno mesto za rastlino. Še vedno prevečkrat vidim, jaz namreč tudi filme gledam z očmi ljubiteljskega botanika in še vedno prevečkrat vidim rastline na mestih zgolj kot dekorativno stvar in ne kot neko čutečo bitje,
za katero je osnova fotosinteza, torej svetloba. Ampak recimo, če gremo v trgovino, pa recimo si zberemo neko rožo, neko rastlino, ki že v samem prostoru trgovinskem nima veliko svetlobe, pa jo potem prinesemo domov. Jaz sem že bila postavljena pod to, da so rekli, ja, se ne rabi toliko, pa sem jo prinesla domov, pa ni šlo. Ja, torej marsikdaj lahko dobimo rastline, ki so bolne, ki so se mogoče že pri transportu prehladile. To bo zelo kmalu prišlo v poštev, ko bomo spet govorili o tako imenovanem prehladu božičnih zvezd, ki jih puščajo trgovci potem v teh trgovinskih centrih pri vhodih, in vsakič, ko zapiha mrzel zrak do njih, je to pač lahko usodno in potem jo prinesete domov in v 2 dneh je odvrgla vse liste in kaj zdaj. Torej, to je lahko zelo pogosto faktor, da pač naše rastline odmrejo. Zelo pogosto so pa rastline, ki jih vzamemo, tudi zelo prepojene z raznimi gnojili, s takšnimi in drugačnimi pospeševalci rasti, in lahko še bistveno dlje živijo v naših stanovanjih pod slabimi pogoji, kot bi drugače. Tako da je tudi ta varianta pogosta. Ampak ja, definitivno moramo paziti pri nakupu rastlin, da jo pregledamo, da pregledamo koreninski sistem, kolikor je to možno, da pregledamo celotno rastlino, da ni, kaparja, da ni kakršnih koli hurši in tako naprej. Skratka, da domov prinesemo zdravo rastlino. Omenil si božično zvezdo. Jaz sem nekako dolgo časa verjela, da je ta samo v času božiča oziroma tistih decembrskih, pa recimo vem, da moja mami jih ima po več let. Od česa je to odvisno? Torej ja, prava njega. Preživeti božično zvezdo niti ni tak velik problem. Ali pa da pa dosežemo, da ponovno cveti v navednicah, ker to, kar vidimo, niso v bistvu cveti, ampak so obarvani listi, je pa res podvig. Torej, moja je še vedno zelo lepa na terasi, ampak s koncem septembra oziroma nekje z oktobrom se bo začel postopek. Letos ga bom res testiral. Torej, potrebno je izpostaviti rastlino temi, torej fotoperiodizem, in jo je treba izpostaviti vsej 12 ur do 16 ur po polni temi. Da potem v bistvu to je pač cikl v tropskem gozdu, kjer ona raste, se razvija, in potem, ko je dovolj izpostavljena temi, je v bistvu to kot obrambni mehanizem, da se obarvajo potem listi in da je videti potem v decembru takšna, kot si jo želimo. Ok, pa zdaj, ko smo že pri decembru, mogoče kakšen nasvet, rabijo naše rastline drugačno nego v hladnejših dnevih? Seveda, predvsem mir. Mir in če smo več doma. Ja, mir in pa temu primerne temperature. Torej, naše babice so imele polne hiše, stanovanja, rastlin. Ampak zakaj? Zato, ker takrat ni bilo popularno ogrevanje prostorov do te mere kot danes. Danes smo priča hudemu ogrevanju naših domov, nikjer ni dovolj toplo, do talnega gretja, in to so vse problemi, ki jih rastline vidijo kot to, da je pač občutno prevroče oziroma pretoplo in potem na drugi strani presuh zrak. Torej, rastline imajo po zimi rade mir, da si spočijejo in da se pripravijo na novo rastno dobo. Torej, idealno bi bil svetu prostor, to so navadno hodniki, osvetljene kleti, kolikor je pač to možno, in pa temperatura nekje okoli 10-15 stopinj. Obstaja rastlina, ki ne rabi svetlobe? Ki ne rabi svetlobe, torej osnova je. Jaz vedno ljudem zelo pogosto dobim vprašanje, katera rastlina bi bila primerna za mojo kopalnico brez dnevne svetlobe. Brez okna. Ja, brez okna, torej ali umetna ali nek suh aranžma. Ok, greva zdaj k glasbi. Prosila sem te, da izbereš 3 skladbe. Katera je prva in zakaj? Torej, prva, lahko začneva slovensko. Se mi zdi, da zdaj v prehodu v jesenski čas, taka zelo vikend, lenobno, romantična slovenskega izvajalca Šifrerja, torej Kako mi zadišiš. To se mi zdi en komad, ki ima blazno lepo besedilo.
Se mi zdi, da če bi ga recitiral, da bi lahko marsikoga osvojil. Tako da ja, mi zelo paše taka vikend komad in ob tem prehodu iz poletno-jesenskega časa. No. Želja, tisti del, no, to moram, želja dveh telesa, ne, v igri, kako je že. Želja dveh teles se zlije v ples dreves, da še tišina tiho diha. To je moja muzika. To sem še želela. Delal si tudi v naši hiši oziroma čez cesto. Si namreč bivši infodromovec in vremenoslovec na Dobro jutro. Ja. Kakšne spomine imaš na to? To je zelo kar nekaj časa nazaj. Ja, je, ampak zelo lepe. To je bilo čudovito študentsko delo. Izjemni časi, delati na televiziji je poseben drill, je poseben način dela, kar mi je bilo zelo všeč, da si pač res ves čas v stiku z informacijami na tekočem, tako in drugače. Tako da ja, lepi časi. Sedaj pa druge stvari, ampak ja, še vedno se pa zelo rad spomnim teh časov. Druga skladba? Druga skladba, meni zelo ljuba Edith Piaf, tudi moj kuža, ima ime po njej Piaf. Preposlušal sem jo celo srednjo šolo, faks, se mi zdi ena taka lepa zgodba. Komad harmonikaš oziroma l'accordéoniste, ki ga je za njo napisal Michel Lemaire, njen kolega, ki mu je tudi na nek način rešila življenje. Pred vojno mu je namreč plačala pot v Francijo in potem, ker je bil pač judovskega porekla, ne, se definitivno izognil gotovi težki življenjski zgodbi. No. Ja, to je en tak komad, brez katerega nikakor ne gre. Rad hodiš na koncerte? Ne, nisem šel v koncertu, ampak v šali vedno rečem, da če bi Sinatra ali pa Edith Piaf imela koncert, da na to bi prišel. Zakaj ne fan? Nekako nisem za točno to, za gnečo. No. Ljudje težko verjamejo, ker znam biti zelo družaben, ampak po drugi strani sem pa tudi strašno samotarski. Ne. In ker reče ljudje, ja, pa Instagram, pa toliko sledilcev, pa vse to, pa rečem, ja, ampak veste, to je zelo fajn priročna stvar, ki se ti ki ti zapaše, ne, lahko objaviš, lahko narediš post, ampak ki ti ni, lahko to zelo brez problema pospraviš in si nekje v samoti greš na sprehod. Ne. Skratka, je taka on-off varianta in to mi zelo paše. Torej nimaš težav z odvisnostjo od telefona? Ja, zdaj odvisno, koga vprašate. Če vprašate, ne vem, 10-20 let mlajše od mene, bi potem rekli, da ne, da definitivno ne. Če pa vprašate moje starše ali pa stare starše, pa definitivno zelo odvisen. Ostala nama je še zadnja skladba. Katera? Ja, to je pa tudi zelo ljuba Amy. Tudi njena življenjska zgodba je blazno fascinantna. Ja, spomnim me tudi na mojega prehitro preminulega brata. Ja, zelo rad jo poslušam. Zbral pa sem njen komad Valerie. Jan Rubin, to je to, najlepša hvala. Hvala tebi. To je moja muzika.